Nogomet ni samo igra, je strast, so emocije, so zgodbe. Z Majkom jih bomo odkrivali. Gol za Olimpijo, dosegel ga igralec številko in pol si lahko razlagate, kdorkoli pač to je. Zdaj si to 320-tič naredil, odkar si tle. Ček samo, 320... 320-tič je bilo sicer neuradno. 320 golov sem napovedal, hočeš reči. 319. Zdaj sem rekel, da je bilo 320. Čak se pravi, naslednji gol, ki bo 320. Ja, 319 golov si povedal. 319 si takole napovedal s tožcem. 309... Aha, na domačih... Ja, itak sem vas Ja, mislil. na domačih. 319 krat si se zadrl. Koliko tekem pa je bilo? Tekem. Ja. Domačih. Domačih. 176. 176, se pravi, naslednjo sezono nekje bi mogel imeti 200 tekem. Ja, računi, da tam nekje med 20 pa 25, ja, boš, v ostalih je še ne 4-5, ne? Ja, naslednjo sezono, sred sezone nekje, ne? Ja. Če bomo Evropo igrali. Bo še prej. Ja, se ima še pokal pa druge zadeve. Še pokal, ja, ok, ja. Nekje, dajmo reči, nekje decembra letos bi mogel biti, ne moreš reči, kako čez hiter mine, pa 319. Ne, konc sezone boš imel. Kaj, konc sezone? A ja, naslednji let konc sezone, ja. Ja. Kristus, 319 golov. Dobro, pa, ja, ok, zanimiv. Skoraj 2 gola na tekmo, skoraj, iš. Nekje je tam, ja. Ja. Si moraš misliti. Hudo. Koliko trenerjev smo zamenjali, ker sem jaz bil kle? Evo, do tega pa nimam. Ne, tega nimam. Lahko ti pa povem, koliko povprečno gledalcev je bilo. Na tekmah. Pa ja, korona ni zraven. Ne, ja, korona je zraven, sem takrat se šteje 0. Ne? Ok, no, se pravi, bo ta statistika malo skrivljena, ampak povej. Se pravi, 2 jurija 2500. Poprečno na tekmo. Ja, se pravi, zdaj pa pomnož 176. No, zdaj 2 jurija... Dej na 200 za okrošno. Še enkrat, koliko? 2 jurija 2500 poprečno. 2500 poprečno na 176 tekmah. No in ti si računovodja, ti si številke videl. Ja, to je, če zdaj... 400, 300, 800, ne vem koliko. Ja, ne, $500 000, ne? A ja, $500 000. Jaz sem z 200 množil, ne bom 176. Ja, no. $500 000 ljudi Ja. se je obrnilo, mislim, vse skupaj, ja. Ne moreš verjeti, stari. V 8 letih, ali koliko že to Ja, delamo. zdaj 8 sezono. Pa mi da se glih krati prišla. A ni bilo glih, ti si malo pred mano. Jaz sem prišel kakšen mesec pred tabo. Ne moreš verjeti. Cajt mine, ja? Cajt mine, pa kaj smo se dali za sabo? Ej, te zgodb v klubu, pa okol, pa na tekmah, pa je bilo milijon. Zdaj, če se jih spomnim, golob na strehi, ki smo ga opazovali celo tekmo, ker je bila tekma tako bedna, da je bil golob na strehi bolj zanimiv do legendarnih zmag, do starih škod. Ja, pa, a se spomniš ti tega goloba, ki ga je golman zagrabil, pa ga odnesel dol, pa je nazaj preletel? Nec Vidman je bil takrat, ja. Pa še, to je bila pa tekma proti Domžalam, se mi zdi. Ja, pa dolgočasna in pol je še folk je plosko stari. Ja, ki še goloba opazil je to, joj. Zgod milijon. Kakšna statistika imaš? Zapravo 176 tekem, 319 golov. Kaj boš zdaj? Gledalcev sva rekla 2500 nekje. Ja, povprečno. Ok, kaj je še opta na računu? Veš kaj je? Ne, je pa koliko igralcev z imenom Rudi je igral za Olimpijo. Koliko igralcev z imenom Rudi je igral za Olimpijo? Zdaj Ja. pa mlade Rudonja, ki so ga Rudi klicali, tudi Ne, to ne šteje. Ok, ne šteje. Prav Rudi. Ja, Rudi. Ok. Jaz rečem 5. En manj. 4. Ja. 4 igralci, ja, veš. Coran, Makovec, Mozetič zavrl. Rudi, Cora, Rudi... Makovec, Rudi Mozetič, pa Rudi zavrl. In kako so bili uspešni? So bili Ne, tudi nimam to. Sam bi bilo dobro vedeti. A se ti spomniš tisto obdobje, ko smo mi tle delali? To je bilo po mojem najslabše ali pa najtežji. Korona stari. Korona je bila, jaz tistega dneva, ko so rekli, od jutra naprej ali pa od naslednje tekme naprej ni več gledalcev, tisto je bilo kar duhomorno. Mislim, jaz se spomnim, ura je bila zadnja z gledalci, pa so nas itak zaprli, ne? To je bilo itak najhujš. Pa smo pa, ne vem, maja, junija smo nazaj prišli.
Itak vse tiste teste, pa vse tiste procedure, ki smo mogli delati. No, ampak najbolj grozen je bilo res, koliko se to pozna, kad ni ljudi, kad ni duše, kad ni ničesar. Pa sej, to se meni zdi tako, da takrat najkasneje takrat se je pokazalo, da zakaj sploh, za koga se sploh igra, da rečemo, ne? Za koga sploh mi hodimo na tekmo, za koga sploh oni brcajo žogo in tist, mislim, da so večina ljudi je to takrat dojela, po moje, upam, no, da se fuzbol igra za navijače in če ta faktor vzameš, takrat smo to mi recimo ful začutali, ne, pa nismo imeli žoge takrat na nogi, da bi to bilo tako, ampak jaz sem to takrat zelo močno začutil, da škaj je bilo pa največja fora, da Ko se je pol vrnil, a se spomniš tega, prve tekme, ko so se vrnili gledalci na tribune? A tisti, ki so dovolili, kva že nekih 500 ali nekaj tazga. A se spomniš, mi smo bili celo sezono brez gledalcev, ali ful dolg časa, celo po moje še več, ne spomnim se zdaj točno, ampak ogromen čas smo bili brez gledalcev in pol ta prva tekma, ki jih je prišlo 500, ker smo mi klele mislili, da je cel stadion. Kva se dogaja, to nek odziv, po mojem tudi folk komičaku, da se spet fuzbol začne dolore na stadion. Hoče reči, da to začutiš, da točno veš, za koga se igra, ne? Da so navijači srce kluba, da rečem. Ne? Sej, tebe boljš, nek je več ljudi. Ne? Mislim, opaziš to razliko. Mislim, lahko oba dva se opazva. No? Až kako bom rekel, kar se tiče navijačev, to se pa spomnim, ker sem s hokejem začel ljubiti Olimpijo, da jo tako reči. Takrat sem bil star 14, 15, 16 in sem enkrat prišel na hokej in sem videl na hokeju takrat 300 ljudi. Veš. Sem rekel, to je pa v neki malo ljudi, na derbiju tekmo prej je bilo pa 6000 ljudi. Pa mi je en navijač, en starejši, ki zdaj nisem bil že dolgo, je rekel, boljš na tekmi 300 pa ta pravih, kukar pa razprodano pa neki napolane. To tudi doskrat jaz opazim, kle v Stožcah recimo. Ne? Na nedeljo zvečer Olimpija, ne vem, Aluminij, nedelja zvečer ob 7 tekmah, zmišljujem si, pa prije tistih 1000 ljudi. To so da pravi navijači Olimpije. To so zame osebno, to so tisti, ki bojo s klubom tudi v 5. ligi, pa a veš kaj hočem reči, ki bojo šli na gostovanje, ki bojo dali srce, ki bojo dali svoj procent na tekmi energije v to. To je zame recimo več vreden, kukar pa tistih 10 000, ki vidijo, da je slučajno zdaj pa derbi, pa zdaj pa da derbi, pa gremo se malo na eno pivo. Ne. Ja, veš, meni je malo težko ne gledati to, da se doskrat pač ljudje bolj na nasprotnika napalijo, kakor pa na Olimpijo. Ne. Veš, imaš, ne vem, mi smo imeli tiste ta velike tekme. Če se spomniš Galatasaray, mislim, da je ena ta zadnjih tistih, ki je bila poln stadion in vse. Ne. Mislim, meni je ful dobro, da je stadion poln. To je super, ja. Jaz bi si želel, da bi bila veš, neka konstanta, ne, 3, 4, 5 tisoč, recimo tudi na mehnih tekmah zaradi tega, ko pol, res je, jaz verjamem, jaz vem, mislim, jaz si lahko predstavljam, kako je igralcem lažje ali pa boljši igrati takmo, ker vem, koliko je meni boljše delati, tlekaj pač, ne vem, več dogaja ali pa veš, čuti se drugačna energija. Ne, veš kako je, da meni se zdi, da super, tako kot si rekel, super je imeti 10 000 ljudi na tekmi, super je prijeti na stadion takrat pa videti vse te ljudi, ampak če na koncu na Muro ne pride 5000 ljudi ali pa 4000, je brez veze, ne, a veš. Ampak dobro, to je vse nek proces, meni se zdi, da se Olimpija zdaj v zadnjih letih res trudi, da bi neko tradicijo vzpostavila, da bi neko novo zgodovino, neko novo ero, kaj pa vem, začela pisati in se dela vse v tej smeri, se dela fancone, se prodajajo artikli končno, takšni in drugačni, tako da malo se ta kultura zdaj spet malo bolj močneje modernizira pa gradi. Ampak ja, imaš pa ogromno takih ljudi, ki pa pridejo na tekmo zaradi žoge ali pa zaradi majčka ali pa zaradi nasprotnika. Ne? Rudi, ko so že glih par temu, kjera tekma ti je pa najbolj ostala spominjati, tako res? V teh 8 letih.
v teh tekem je bilo itak milijon, ampak jaz bi rekel, da te klasične Reka 5-0, ta je bila itak za pop, a ne? Ta itak, pol recimo Ludogorec zadnje minute, to je bilo tudi nekaj tasga. Itak vsi derbi, škjer derbi mi je še ostal v mislih, Unga, ki smo zmagali 2-0, ki je bil pol posledično pomenil, da smo prvaki. Tega derbija se tudi spomnim, ki je dal Soale gol, pa... Kdo je bil ta drug? Soale pa Bristrič, Adrian Bristrič, ja. Tega se spomnim, ta mi je bil zelo prsrcu, recimo zjutraj sem se zbudil, sem vedel, oziroma cel teden sem vedel, da ta derbi je pa zdaj tu v nedeljo je tekma, ali v soboto je tekma, to moramo zmagati. To so neke top 3 tekme, no, bilo je pa teh po moje takih malih tekem, ki so bile na koncu vrhunske, so bile odlične, ne, ful je bilo tega. Kaj je bilo? Bilo je tudi nekaj žalostnih tekem. Bilo je zelo žalostnih tekem. Bravo, ker se je klele na luftu 5-0, ki je dobil, mislim, da še menalo rdečega. Jaz mislim, da mene še zmeraj najbolj boleč. Pa sploh ni bil poraz. Ja, pa sploh ni bil poraz, ampak je bil, remi, ki je bil enak kot poraz. To se tudi spomnim. Se spomnim, da zraven mene, ki ima mikrofon, zraven, ne vem, če je bilo 10 metrov, je bilo ful navijačev iz Banja Luke, ne? In celo tekmo pa še mene tam provociral, pa ti zbil na te tekme? Ja, seveda sem bil. Ampak mogoče nisi zaznal tega, ker si... Ali pa Roki zraven. A veš, ki se je skoraj zapel z njimi. Ja. Pa še Aljo je... Celo tekmo provociral, celo tekmo kar neki se meni drl, pa to pa sem bil tako, do zadnjega sem bil, ne reagiri, ne boš zdaj v neke konflikte šel. To je bila težka tekma, to je bila res težka tekma. Jaz se po moje te tekme nisem pobral po moje pol leta, res, mislim, to je bilo, to je res bolelo, ja. Se je zadnjič videl, rekel, da to še njega še zdaj boli. A si predstavljaš to, kam bi lahko vse skup šlo, če bi mi tam, to je ogromen čejo, ampak če Raul ne bi imel rdečega v prvi tekmi, če Ugrinc, pa to je stari, igraš v Banja Luki, na koncu ti ga daš tajerc. A si moraš to ironijo? Ja, to je največja bolečina, ki jo lahko fašaš. Ja, če Blanko ne bi falil tistega penala, če pa še neka prečka je bila, se spomnim, štanga, prečka, Durdova, ali kva je bilo, toliko enih čejev, nič nam ni šlo. Pa tam je šlo 1-1, z igralcem manj že dol. Tam je šlo 1-1, točno. Dol, mislim, še v Banja Luki je šlo 1-1 z golmanom. Teh je bilo. Jaz mislim, da jaz sem rabo veliko časa, da sem prav lahko prebolel, ampak zares pa še itak. Pa ne bi bolel, če bi bili očitno slabši. A veš kaj, nismo bili. Točno to, ne bi to bolel, da bi rekli, bili smo slabši, nismo si zaslužili adijo, ne. Tako smo pa bili boljši nasprotnik in na papirju in na terenu, pa smo zaradi nekih naivnosti, gluposti pol... Dobro, ja. Še zmeraj boli, zdaj so to rano spet odprlo. Šel joka domov zdaj. Ali pa na šihti jokat, no. Kaj? Ali bom pa šel na šihti jokat, ampak to bomo še videli. Ja, pa sej na radiju pa kaj, imaš pa eno podpornico iz drugega kluba iz prve lige. Na radiju je pestro. Tam imam pa našo predrago Martino Švab, ki je ambasadorka Celja in je pol konstantno to driblanje, veš, med nama, ne, kva je bilo to, kva prejšnji teden. S tem, da moram povedati, da je tudi ena, ki je zelo Darja Gajšek iz Veseljaka, ki je tudi sosedna vrata, je pa tudi povezana nekako s klubom, tudi ona je bila mislim, neki ambasadorka, pa tudi njen partner dela neki v klubu. Imam kar vročo konkurenco, zaenkrat mariborskega navijača na aktualu nimamo, zaenkrat, saj spomnim se ga ne, ker se ful. Ampak ja, je pa pestro, no, je pa pestro to skozi. Kaj ve, kako pa to zgleda? Ne, to je to, no, veš, greš min pisarne, pa ne vem, zančka smo zmagali Celje, koliko 3-0, 3-1. 3-1. Grem takole, grem min pisarne, ne. 3-1.
ali pa ona, ne vem, mi kaže prvo mesto, ali pa to, pa je nekaj. Zdaj je to tako daleč šlo, da nam je direktor rekel, enkrat najdel sestanek sklical, zdaj teden, dva nazaj, je rekel, poslušajte, vidi mene, ne. Delite doma kar šta, ne. Pa klele, da ne vidim kakšne Olimpije Celja, da vidim nič, od Radomlje nič. Je bilo prav, ja. Je prav lepo. Kaj jo boš daj povabil? Sem na največji stadion. Jaz sem mi že enkrat rekel, dej prid, poklič me, zrihtam ti eno vstopnico, klele, da priješ končen, da prav, klub gledat. Pa bo ona, kaj te tak čuj, no, daj, ne, no, dobro. Dej, boš kaj, zdaj, ko smo glih malo po radiju, jaz bi se malo tvoje te karijere radijske dotaknil, ker je taka kar zanimiva. Ja, malo teh tvojih začetkov, pa, ali pa, ja, čisto vse, ja, veš, kako si začel na radiju, kako je to vse zgledalo? Jaz sem, to je zdaj, piše se leto 2016, nekaj tazga, sem bil študent in nisem vedel, kaj bi pač, mislim, vedel sem, kaj bi rad počel v življenju, nisem pa vedel, kako pride do tega. Ne? Kaj, vedel si, da bi bil rad radijski voditelj? Jaz sem radio oboževal od otroštva. Jaz ne vem, zakaj, ampak radio je taka moja ljubezen, res iskrena ljubezen do tega dela. Meni je bilo zmeri zanimivo, ker sem se z mami vozila v, ne vem, kamorkoli, me ona šolo vozila, ali me je prišla popoldne iskat, ali so se pelala, ker sem violino igral, pa to. Zmeri sva radio poslušala in zmeri se mi je zdel zanimiv, kako dva voditla tam se imata fajn in jaz jih zdaj slišam in povesta, da je tam radar in povesta, da je pa bilo včeraj to, pa se skozi se smejeta, skozi to dobre vole in nekako sta one dva v službi in nekako one dva zdaj nekako se preživljata od tega. Ne? In meni se zdaj zmeri zanimivo, da to one dva počneta samo z glasom. Jaz, recimo, Polona Požgan, Sašo Pap, to sta bila moj prvi nekak spomin na radio takrat. Ne? In meni se je zdaj zanimivo, da pa jaz njih ne vidim, ampak je pa ful fajn. Je pa ful fajn, ker se vozim ali pa ker sem doma, pa je bil radio zmeri nekaj Požgan. No in ta ljubezen je nekako zmeri ostala in zmeri bila kle v srcu, pol pa nikoli pa nisem niti računal na to, niti vedel, da bi to kdaj lahko delal za denar ali pa za neko preživljanje mesečno. Pa se zgodijo študentska leta, ker sem pa delal pol in na bencinski črpalki in nekaj sem po terenih hodil in jaz se spomnim, da na eni točki jaz nisem, sem rekel, jaz pa zdaj bom pa najdel si nek drug job, veš, ker si študent, pa menaš službe, ne, si nič narobe s tem, probaš vse po malem. Če imaš šanso, jo imaš takrat. Ja, valjda, se nimaš nobene obveze, nobene nič in gledam jaz se prav po študentu in sem hotel iti na neko prevajalsko šolo v Domžale, da bi neke inštrukcije, nemščino, dvojezično odraščal, pa to vem. In jaz se spomnim, da so me tam zavrnili, so rekli, ja, mogoče si res malo premlad, da bi neke inštrukcije dajal, pa to. Koliko je bil to star? Koliko sem bil 19 iš, ja. Pa dobro, sam tebe nemščina narava, mislim. Ja, že, sam, a veš, tam bi mogel inštruirati 30-letnike, ne, a veš kaj mislim, to pa, ne, verjetno, mislim, jaz razumem, ono šefico takrat je rekla, da je en 19-letnik inštruiral 30-letnika, kako se sklanja. Ampak dobro, lej, to takrat ta še izgubim jaz, oziroma nisem ga niti dubil, sedim na parkingu in odprem telefon in gledam jobe in vidim neko službo na televiziji. Ne? In se rekel, Rudi, zagrab to, naredi to, nekje boš izkušnja dobil, pred kamero se boš sprostil in res je tako bilo. In pa smo delali nekaj let na televiziji, na TV3, pa se je tam zgodba zaključila in sem takoj dobil pol priložnost na Radio Hit. Da folk si ne predstavlja, ne, zakaj, kako ne zdaj to povem, res moraš biti trmast, pa res moraš imeti prekletrati ta radio kot medij, da se prebiješ
čez sito in da pol lahko živiš od tega, ker na začetku, in to bo vsak radic, ki ga boš kadarkoli vprašal, od Avdiča do ta zadnjega, da je res slabo plačan. Ne? Ali pa res ni plačan. Jaz sem začel takrat na Radiu Hit popoldne delati in sem bil zelo vesel, ker sem končno zdaj prišel do tega radia. In zdaj pa pol meni pravijo, pa en mesec mine, ne, pa pravijo takrat, pa jaz ko, na Potenco moram poslati, kdaj vi nakazujete, a ne? Se rekli, stari, 3 mesece nič. Bod vesel, da imaš priložnost in to je dolkaj. Zdaj, ti se moraš najprej uvesti na 3 mesece to. In je bilo kar taf, veš, en študent, ki sem mogel iz Brezovice do Domžal voziti vsak dan. To je bilo, da je res zelo zanimivo. Ampak sem šel čez to, ker sem imel ta medij res tokrat. In pol sem začel delati in tudi to na začetku, kot pa dobiš plačan, pa tudi ni bilo zdaj to, a veš, za sendvič pa sok pa benzin. Ampak po moje glih nekaj tazga, no. Za sendvič sok benzin. In pa sem jaz sam sebi rekel, a veš kaj, ti boš sebe toliko probu, ker ne obstaja šole za radio, mislim, jaz nisem nikoli videl enega programa, upiši se v to srednjo šolo in postal boš radijski voditelj, diplomiran radijski voditelj, mislim, imaš neke približke, razne, ne vem, kaj sploh je AGRFT, medijski gordol, sem noben te ne nauči tega dela, veš, načeloma to sam RTV dela, da ima pač svojo šolo, svojo šolo, a veš, da te prav, ne? Ampak noben te ne nauči biti zabaven. Ja. To može biti pa tega sam. Ni, tako. In jaz sem takrat rekel, jaz se bom sam toliko se bom probal nadgraditi, toliko bom probal napredovati, da bo na koncu, da ne bojo imeli druge izbire, kakor da me zaposlijo zaredno, pa da mi dajo nek spodoben znesek. Na kar jaz začnem dneve in to zdaj sploh ne, to lahko vprašaš vse moje prijatelje, ki so bili takrat z mano, vse, še danes se spomnijo tega, jaz sem dneve in dneve BBC Radio 1 poslušal in oni so imeli in še zmeraj imajo neko aplikacijo, ki ti lahko prevrtiš program za nazaj. Jaz sem preskakoval komade in poslušal samo vklope, si delal zapiske, kdaj je voditelj, kako je neki povedal, zakaj je neki povedal, kako je to povedal, koliko je bil dolg vklop. Jaz sem točno vedel, vse sem točno vedel, kva imajo, kdaj, kako, zakaj, kako je on povedal, kjero podlago je uporabil, kjer džingl je uporabil, kjer sweeper, kdaj je klic dal noter, kaj je vprašal klicatelja, vse te stvari sem se jaz naredil neke zapiske to in sem verno poslušal, jaz ne bom nikoli pozabil, šli smo s prijatelji v Milano 5 ur, jaz sem vozil, 5 ur smo poslušali samo vklope tega Greg Jamesa, samo vklope. Na kar se zgodi, da Radio Hit gre cugrunt, takrat so nas pol iz danes na jutr po 2 letih vse odpustili. To se še spomnim. Ja, vse odpustili. Mislim, razumem, če biznis nalaufa, če ne moš delavcev plačevati, po ostalih je to edina logična zadeva. Pa sem se malo nad vodo držal na Golici, v videomontaži, pa usporedno sem delal na Radio Express, neko kratko obdobje, 1 leto, petke popoldne, pa sobote zjutraj. Što tega se pa ne spomnim. Ja, delal sem 1 leto na Radio Express. To je bilo luštna ekipa, simpatična, mehna ekipa. Še zdaj smo z vsemi v dobrih odnosih, vse super. Sam pač tam nekako tudi nisem svojega preboja doživel, da bi rekel, zdaj, da dobim nek oder ali pa da dobim neki tisto več. Ne? Ampak ti sem delal bolj priložen, še vsak teden sem imel 2 termina, tisti bilo neki. Ne? No, na kar jaz sedim na Golici takrat v montaži, pijemo kavo, pa takrat meni Žana Vidmar, prav naša voditeljca, ki dela z Bundijem, prav ti posluši, pa s tem, da sem jaz bil takrat zelo nezadovoljen z videomontažo, meni je bilo to grozen. Jaz sem 3 leta sedel za računalnikom, pa montiral neke dolgočasne oddaje, ki mi je bilo, Klegor mi je bilo in sem bil tako, jaz bi rad samo radio delal in zaradi tega sem tudi delal na Expressu tiste 2 termina na teden in sem se toliko uklepil tega. In sem rekel, jutr, če me kliče kdorkoli, jaz grem. In meni Žana Vidmar prav, Žanči prav, ti na Aktualu je pa glih kar dal odpoved oziroma gre naš nočni voditelj.
Aktual pa je imel, takrat je imel uživo program 24 ur. In sem rekel, a se hecaš prav, takoj te bojo vzeli, takoj ti bojo dali neko spodobno plačo, če češ, se tako, a veš kaj je, stari, a veš kaj je. Prav, grem jaz na Aktual, grem delat nočne od 2 do 6, nekak bom že. Ne vem, kako bom iz teh nočnih ven prelezel, ne vem, koliko cajta bo to trajalo, ne zanima me, sam da delam to, kar imam rad, ne. Jaz sem začel nočne, ne vem, če je bilo 6 mesecev kasneje, me kličejo, da če bi dopoldne začel delati, so neki dopoldne delal, pol pa eno leto sem delal dopoldne, pa takrat pa samo popoldne, ja. In tako pol naprej. V bistvu si dokazal, da z nekim vztrajnostjo pa neko željo, če imaš, ne, da lahko priješ do tega. Ne. V bistvu to je nekaj čisto normalnega v življenju. Ključ v življenju. Zmeri pravim, če bi jaz šel v radio pa v te zadeve z napačnimi nameni, če bi jaz šel z nameni, da jaz zdaj ratam neki znan ali pa da bom jaz zdaj nek denar zaslužil, če greš s temi cilji v kjerkoli posel, v bistvu karkoli se v življenju spraviš delati z napačnimi nameni, pol je garantirano, da ti to ne bo uspelo. Ja, ne, moraš imeti. V osnovi moraš imeti rado zadevo, da jo delaš. Isto je pri fuzbalu, isto je pri, ne vem... Čemarkoli. Če pač ne maraš tega delati, oziroma če už delo sam za denar. Res moraš imeti rad to, kar delaš. In to jaz mislim, da me je takrat vlekel naprej in me danes tudi vleče naprej, ker obstaja, a veš, da ti pa bojo še malo ta ozadje tega biznisa, če bi zdaj črto potegnil, bi lahko naštel ogromen enih voditeljev po različnih televizijah in radijih, ki točno veš, zakaj tam je. Dela samo zaradi tega, da se vidi njegovo ime, da se sliši to ime, da se ga prepozna na ulici. Jaz sem večkrat že rekel, jutri lahko delam z masko na glavi, lahko moj glas zamaskirajo, lahko izbrišajo moje ime izpovsod, ne zanima me, dokler lahko delam to, kar rad delam. In za koga delam? A veš, na koncu, isto, kar sem prej rekel za fuzbal, mi delamo za poslušalce, mi delamo za tiste, ki pržgejo radio, da se imajo fajn. Drugo ni važen. A veš, kaj mislim, ne? Drugo res ni važen. In če delaš to s pravimi nameni, z res ljubeznijo, lahko vse uspe. Vse se da v življenju, res. Vse se da. Ja, ker meni se zdi, da glih ti tle na radiju lahko sebe zelo dobro izraziš. No? Veš, kolikrat te jaz poznam, da se pač poznava 8 let, in da si tak zelo dostopen, tak prijazen, zelo komunikativen, vse jezik ti tak špona tok, da lahko to še meni malo posodeš. Ampak ja, veš, in se mi zdi, da živiš v bistvu to, no. Da to radio je v bistvu tvoje življenje. Ne. Se to je, tako kot si rekel, no, v bistvu, res je ta ljubezen do dela je, pa ljubezen do česar v življenju, to je ključ do sreče, v bistvu bi jaz to rekel. To je ful filozofsko. Madonna, moja punca rekla, da pa znam take stvari govoriti. Kaj je to? Descartes? Ja, še ne par minut pa so tam. Mida, ki so se spoznala, si bil večkrat drugačen, kot si danes. Mičken, ja. Ne, 2018. Viš kaj, povej mi, kako je v bistvu vse to šlo. Sej, jaz sem bil zraven, ampak bi rad, da drugi slišijo od tebe. Ker, ja, bil si malo več, te je bilo skrb. Da bi reč, obseg je bil malo večji. Ja. Obseg je bil malo večji, ja. Pa si pa v bistvu, kako to, da si se odločil, da zdaj bom pa jaz spremenil. Ker to je v bistvu sprememba nekega vsega, življenjskega stila. Ja, jaz takrat, se pravi, to je bilo 2020. Najbolj banalno samo je, da smo takrat z Golico snemali prispevek v Tabor v Sežani. Tabor Sežana, ki je Mauro Komoranezi podpisal za Tabor. In je bil trener in smo šli nek prispevek snemati in jaz gledam v kamero, naravnost v kamero gledam, ker sem to neki vodil, pa tak podbradek spodaj. Zanj sem spet pa ta posnetek na letu. In to je bil zame znak, veš, paf. Od tistega momenta naprej se rekel, jaz moram nekaj spremeniti. Ne? In sem začel plavati in hujšati in sem takrat pol v 10 mesecih
zbil 30 kg. Jaz se to spomnim. Ja, veš, sem jaz največjo razliko videl. Takrat, ko smo bili zaprti med korono in sem te videl, ne vem, na eni tekmi in potem čez 3 mesece spet. So neko, kva Rudi, kva si se zdaj tisti tok spremenil. Veš, tako, vsek se je zmanjšal. Prej se rabo 2 stola, pa samo enega. Ja, no dobro, ne pretiravi. Sa ne, a veš, tako, kot si rekel za radio, ne, tudi zato rabiš neko dedication, da se to spravaš delati. Ne? Ja, spet najdeti moraš ljubezen v tem. A ne, ker jaz, evo, to je zdaj spet dokaz, da ljubezen vse. Recimo, jaz sem takrat sovražil šport. Mislim, sovražil, rad sem igral fuzbal s prijatelji pa te zadeve, ampak sovražil sem ta element, da moraš trpeti za to, da si zdrav, ali kako bi to opisal, ne? Da moraš, da ko greš teč, da pa ni vse v rožcah, ko greš teč, da ma na eni točki ti rata malo težko, ne? Sovražil sem ta element tega dela in ga je bilo treba vzljubiti, ne? In danes ogromno ljudi, ko pazim, ki me malo vprašajo, jaz bi začel laufati ali pa jaz bi pa rad vzljubil to, ne? Eno napako delajo ljudje in to je, da iz danes na jutr delajo, se pravi, včeraj niso nič delali v športu, jutr bi pa kar šli 10 km teč, zaradi tega, ker ljudje hočejo rezultate takoj, ja, ne? In to je največja napaka, ki lahko narediš. Ti moraš dati priložnost, ti moraš, kada bi rekel zdaj, počasi smo šlatati. Ti tudi svoje punce verjetno nisi ta prvi dejcijo takoj zašlato, mogoče si, no, kakor te poznam. Ampak, starega. ampak hoče reči, da tudi nisi takoj, a veš, tudi malo moraš počasi to z eleganco. Ne? In pri teku isto, pač, če se odločiš, da boš čez 1 let tekel maraton, ali pa čez 2 leti recimo, jutr začneš, a pa danes začneš teči zelo počasi, hitra hoja, 1 kilometer, jutr 2, pol čez kakšen mesec 3-4 kilometre, 5-10 in tako nadaljuješ in začneš vzljubiti šport. Rutino vzpostaviš, disciplino dobiš, pa še zdrav rataš iz tedna v teden, bolj zdrav. Ne? In to je, vzljubiti moraš tudi to zadevo. Ne? In ne takoj zasovražati. Ne? In jaz pa takrat, veš, jaz sem s plavanjem začel, ker se mi je slišal zelo zabaven, da pa hodaš čufutati pred službo, pa da narediš nekaj zase. Ne? Se rekel, kle začel. Prijem na bazen, pride do mene nek ta reševalci iz vode, ki sem ga poznal že odprej, Rudi, kva ti kle delaš? Ne? Rekel je, malo sem prišel, nekaj za sebe narediti, malo čufutati. Ne? Rekel, ti poznaš, kaj plavati? Rekel, nijem pojma, kako se plava, samo nad vodo se znam držati. Ne? In rekel, da ti me smo pokazal. In me je takrat res pokazal in sem se naučil žabco, pa sem mislil, da bomo pri tem ustali. Pol mi je kraval pokazal, pa sem se kraval navadil, pa sem kar nekaj plaval, ne vem, po 500 metrov, po kilometr, je bilo super. Pa se pa korona zgodi, pa meni trener takrat reče, zdaj pa začel, mislim, ta trener, ta prijatelj, prav, zdaj pa začel teči. Sem rekel, wow, jaz sem prišel plavati, ne, nisem, kaj zdaj ti hočeš iz mene triatlonca narediti. Rekel je, zdaj si hujšel že nekih 5-6 kg bilo takrat, dej, to je treba zdaj vzdržati, če neš dobil vse nazaj. Ne? Nisem imel pa denarja, da bi si doma bazen naredil. Ja, to bi bilo itak ne bilo mogoče, ker je bila korona. In nači, pa sem rekel, ok, ima point. Sem rekel, stari sem, jaz ne moram odklepati do prvega semafore prelaufati. Jaz niti tekaških čevlov nimam, mislim nikoli. Je rekel, prvi dan 20 minut zelo počas, na robu hitre hoje. Ne? In grem in sem tako, ne, že to bo težko. Prvi dan 20 minut to. Drug dan 20 minut to, tretji dan 25 minut, a veš, in tak, in to se je nabiralo, dokler pol nisem pol še bicikla kupil, pa se prijavil na Ironmana. No, vse to iz enega tazga ekstrema, totalno nešportnega tipa, do tega, da greš delati Ironmana. Mislim, meni se to zdi fascinantno, neverjetno, pa hkrati
Tudi malo kuku. Moraš biti, a veš, ampak malo kuku, ja, ampak tudi že za radio moraš biti malo kuku, tudi za to že vceranje, da se za futbol vsak vikend že vceramo, moraš biti malo kuku, za Ironmana moraš biti sploh kuku. V bistvu se ugotavljam, da vse stvari, ki želim delati, sem granično kuku, ampak to je nekaj dobrega. Ampak ja, takrat... Mislim, kako je prišlo do te ideje, da zdaj, jaz sem zdaj rato nek športnik, oziroma zdaj sem prišel v neko formo, laufat, plavanje, kolesarstvo, zdaj grem pa jaz na Ironmana, ker to je, mislim, jaz si tako predstavljam, jaz sem enkrat prelaufal polmaraton, pa zdaj, da mi daš pištolo na glavo, ma ni šans, da mi šel še kolesart, pa še laufat. Ja, zbrav, cel Ironman je 4 km plavanja, 180 bicikla, pa 42 teka, ne? In jaz to gledam enkrat, jaz sem se prav, bil sem v svoji coni obdobja in sem vsak dan malo tekel, pa malo plavil, mislim malo, laufal 10-15 km, sem moral kilometre nabil, pa tudi plavil veliko, ampak to je bilo to, meni je bilo to na rekreacijskem nivoju, a ne. Dokaj se na YouTube ne gledam, pa vijem nek triatlon, slučajno, to ste algoritmi dobri, in piše gor Ironman, in jaz ko gledam, kva pa je to Ironman, sliš dobro, veš. In kliknem gor in vidim tako te številke, ne, 4 km plane, 180 bicikla, maraton na koncu, ko to moraš biti res psihopat, in jaz pišem mojemu trenerju, ti bi se dal to delati, a ne. Je rekel, ja, jaz sem že 2 naredil, a ne, mislim, v mladosti jih je on delal, se rekel, ja, pa bi jaz to lahko, a ne. Je rekel, ja, ampak zavedi se, da to je še ena služba zraven. Se pravi, tvoj radio, ki ga imaš tamle, ne, pa to, kar delaš, to je še ena služba zraven. Ja, se spomnim, zaradi tega, ker tudi mi, ki smo se kot kolegi kdaj dobili, rodijani. Pač jaz sem res bil odsoten, jaz sem najprej delal polovičnega Ironmana, pa 2 leti zapored cele Ironmane. To je bilo 3, jaz še danes ne vem, kako mi je to ratalo. Pa spet, jaz imam načrte še enega narediti, ker hočem imeti 3 v svoji vitrini. Ampak to je bilo zjutraj, se pravi, zjutraj na bazen ali pa laufat. Te 2 opcije sta bila. Zjutraj bazen laufat, služba, popoldne na bicikl ali pa laufat. To. In se pravi, 2 treninga na dan, med 10 pa 14. Vsak dan. Med 10 pa 14 treningov na teden. Pa ne zdaj tako usput, ampak govorim, ne vem, 3 km preplavati zjutraj, iti v službo, pa pol doma še 15 km najmanj prelaufati, ne. Ali pa pol sobote zjutraj na kolo za 150 km, se pravi, to je 5 ur, recimo, ne, 5 pa pol. 150? Ja. Kaj, to se do Kopra pa nazaj vozil. Ja, šlo bi, po mojem, ja, nekje v Logatcu bi se ostalo. Ja. Ne, ampak, ja, veš, to je res je in klele pol najbolj nastradajo glih tvoji prijatelji pa tvoja družina, ne. Ker recimo vsi zvečer bi se radi na pijači videli, ti pa tudi, če slučajno nimaš treninga, si zmatran, pes, tudi izpije ti vso energijo ven, ali pa pač si na treningu, ne. In pol ljudje se pa ne morejo mislim, lahko se ti do neke mere, ste se takrat zelo veliko tudi meni prilagajali, pa ste vprašali, kdaj se lahko dobimo, da ti nimaš treninga, ne more pa to biti večno. Mene je mogoče enkrat streznilo malo vmes, ker sem srečal eno kolegico v Ljubljani in mi je rekla, videla sem, da te Ironmane delaš ful dobro, vsi kolegi, ki delajo triatlon, njeni prijatelji so se vsi učili stari. In sem bil tako, kva... Ja, se to si odsoten, ne? Mislim, da zdaj, če imaš ti službo, pa še Ironman, kaj, domov priješ spat? Tako, malo da ne, ja. In sem rekel, to je očitno znak, da tega ne boš mogel delati v nedogled, nared, kar si zdaj zastavil, ampak pol pa malo pauze, pa tudi malo odklopno. Tako da zdaj mi čist paše, sicer sem se spravil zdaj bajto zidati, kar je skoraj tako Ironman, ampak ja, no, veliko ti vzame, no. Meni po moje, ker ne 3 leta druženja v življenju manjkajo, po moje. Ampak če bi se zdaj spravil, recimo, koliko cajta bi rabo, da bi noter prišel? Ja, pa se to skozi malo tudi vzdržujem. Mislim, ne vzdržujem te distance, ampak vzdržujem to kondicijo, ne. Zdaj sem se letos na maraton prijavil na Ljubljanskega.
Če mi zdaj rečeš, da imam Ironmana, jaz mislim, da bi ga lahko, če bi se zdaj začel intenzivno pripravljati, bi ga lahko konec poletja, začetek jeseni s podobnim časom naredil. Letos? Jo. To ljudje ne morejo verjeti, ampak ti... Mišični spomin ali kva? Ja, res. Praktično jaz ne bi rabil 2 leti nič delati, pa bi iz kavča lahko recimo, da razmeroma hiter. Razmeroma 5, ja, mislim, ok, nič delati je malo tako, ampak hoče reči, da enkrat prebiješ ta prag kondicije, pa ki si v glavi pripravljen na to trpljenje, ki ga imaš, a veš, ki te boli, pa vseeno ustrajaš, ker ne znam povedati, kakšne bolečine za to na tekmi, na Ironmanu. Ne znam ti povedati, kako je to, ki si 8 ur že in odplavil, in odkolesaril, in si na 30 km maratona, kakšna bolečina je to. To ni bolečina, to je črnina, to ne znam ti povedati. Ne? To je res ono, ti si res prazen. A imaš momente, ki imaš tako temo, da se ne spomniš? Ja, jaz se recimo ne spomnim. Ta prvi Ironman je bil v Italiji, Emilia Romana, ali kako se reče. In se spomnim, da se kilometra 35 ali pa 32 do 40 se ne spomnim. Nimam v spominu, da sem to spomnil. Nimam blackout totalen. To je bilo tak... Kaj je avtomatika samo? To je samo avtomatika. Se pravi, tistih 45 minut, 40 minut, ne vem, kako si ti slaufil, ne obstaja v moji glavi, fertik. To se spomnim, edino, kar se spomnim, je, da je bila ura 7 zvečer, tema je bila že počas takrat, ne? In zdaj si ti predstavljali, Ironmana dela nekje 3000 ljudi na tekmo, ne? In ura je bila zvečer in kafiči, mimo katerih smo tekali po tistem mestu, so bili polni ljudje, a veš, jejo svoje pice, pijejo svoje pijače, ti imaš sotekmovalce na progi in ti mimo njih laufaš že 4. krog. Stari moj, ki ne veš več, kako te sploh ime, ki si žejen, ki si lačen, ampak lačen pa žejen si, tebi se želodec krč od bolečin, noge so fertik, vsi nohti so mi odpadali po tekmi, to je bilo, žuli, pazi to, triatlonski dres je napihnen, oziroma napihnen je poln soli še od vode, od začetka dneva, ki si laufu. A ti zdrgne kožo tudi? Tudi, ja, sonce te opeku čez dan, ki si bil na kolesu, pa tako. Ti si gotov. In zdaj ti gotov si. Zdaj ti predstavlji, da si tako pogledaš na uro svojo, pa vidiš 10 ur imaš za sabo, pokuril si nekje 13,000 kalorij že, a ne? Ti moraš pa še uro pa pol to drgati. Res je črno. A veš, kaj sem te še hotel vprašati? Kako pri vseh teh 12 ur, ki to traja, a ti vmes kako energijo sploh dobivaš? Kaj ješ, kaj sam ploščice, gele in to je to? Malo je tudi matematike za tem, malo si moraš tudi zračunati, koliko tvoje telo porab ogljikovih hidratov na uro, da ti pa to not nazaj vnašaš čez pijačo, pa ploščice, pa gele, pa to. Zdaj vsi, ki se bojo spravili kadarkoli v življenju ekstremen šport delati, da me na svet Haribo bomboni. To me je tako dvignilo, ne znam ti povedati. Ja. Ampak ja, malo si moraš naračunati, koliko tvoje telo približam porab, da ti pol na dan tekme točno veš, koliko česa rabaš. To pa čez treninge veš, ker ne obstaja kalkulatorje na internetu, ki ti to zračuna, ampak to čez treninge probaš, ok, sem naredil 150 km na kolesu, pa se počutam, pa sem to jedel, pa se zdaj tako počutam, mogoče bi malo več, pol nasleč, malo eksperimentirane. Koga se pa na koncu počutiš, ki pariješ v cilj? Tvoja energija čez celo tekmo, čez cel Ironman, malo raste, pada in pol tik pred ciljem, oziroma 1 uro pred ciljem strmo pada, ampak 5 minut pred ciljem pa se počutiš, da si se naspal praktično. Jaz sem pol še celo noč, še pol še 3-4 ure smo žurali, pol tam jaz sem bil kar prerojen pol. Ja. Ti da toliko energije? Ja, adrenalin pa veselje pa to, ne. Tako da ti se bilo res fajn.
Deva se mi da malo še nazaj vrniti na Olimpijo. Yes. Ja, prav, se strinjaš. Ja, absolutno. Dej, kako si ti začel z Olimpijo? Kot otrok, gledati tekme? Jaz sem s hokejem začel, tako kot sem rekel, se pravi, enkrat se spomnim, da sem videl na televiziji en oglas, ki je bilo derbi, Olimpija Jesenice, nedelja ob 7, whatever, ne? In sem rekel, to bi pa šel gledati. In takrat sem rekel, mami, lahko greva prosim na to tekmo, ne? In sem šla na to tekmo in se spomnim, da me je zelo prevzel ta navijanje, pa vsi v dvorani so za isto ekipo, pa vsi se derajo, pa tam nekoga drugega spotakne in pozdrav vsi skačejo v luft in mečejo stvari gor, ne metati stvari gor na igrišče, prosim. Pa moram jaz to govoriti, da ne metati, pa to pol. V glavnem, in to me je pol toliko prevzel, da sem rekel, jaz bi pa še. In pa sem začel sam hoditi na tekme. In jaz se spomnim, 4 leta, pa sem zavedel, da v hokeju je tekem na sezono 60, po mojem, ene domače tekme v 4 letih, celo mojo srednjo šolo nisem zamudil. Jaz sem naslednji dan pisal matematiko, zjutraj, jaz sem šel en dan prej na tekmo ob 8 zvečer, nisem se nič učil. A bi rabo od opte inštrukcije za matematiko? Ja, opta, ne rabim več. Ne, ampak, in jaz nisem. In pol na eni točki sem rekel, kaj pa ostale Olimpije, kaj pa fuzbal, kaj pa basket, pa to. In sem pol začel še nekaj na košarko hoditi, pa sem pa rekel, en derbi Olimpija Maribor, pa moram to dožeti. In sem le prišel. Moj prvi derbi je bil, leta se zdaj ne spomnim, ampak vem, da je bil nič. In ta atmosfera, ne vem, to me toliko me prevzel, da sem pol na fuzbal začel še hoditi. In v bistvu spremljati Olimpijo povsod. A imaš kakšnega igralca, ki ti je ful ostal v spominu ali pa... Od Olimpije, ja. Od fuzbala? Ja. Jaz se spomnim, da sem bil na začetku, takrat, ko sem začel spremljati Olimpijo, sem bil praktično zaljubljen v Dareta Vršiča. Kako se je pol to razpletlo z njegovim prestopom, pol kasneje v Maribor, ne bomo govorili. On vem, da bi bil zelo pri srcu Boban Jović, pa itak Nejc Vidmar takrat, pa Šeliga, pa kvaj še se je bilo. Ogromno je bilo teh nekih igralcev, ki se jih spomnimo takrat, ko so mi zelo pri srcu ostala. Ne. Se pravi, tvoja ta olimpijina zgodba 15 let, zdaj po igralcih, ki jih naštevaš, je to tam 2010, 2011. Neki tako, točno to. In spomnim se, kdaj je mi Olimpija prvič srčka zlomila, oziroma ne glih Olimpija, no, ampak spomnim se Olimpija, Avstrija, Dunaj, kvalifikacije za Europa League. Takrat ti mislim, da ti ga je sodnik zlomil srce. Sodnik, Rus je bil, mislim, da je bil Rus, to sodnik ali neki. Spomnim se domača tekma, prva je bilo klele 2-2, če se prav spomnim, 1-1, 2-2, neki tasga je bilo, pol pa v gosteh, ki je še Milan Anđelković bil štopar za Olimpijo, ki je nek penal bil... neobstoječ penal. Neobstoječ penal. In jaz se spomnim tega, če bi bil takrat var tega penala, me ne bi piskal in bi šli takrat naprej. Ampak tega se toliko učil spomnim, to je toliko bolelo. Ja, ampak dobro. Vprašal sem te za igralca, ker boš zdaj enega skritega zmaja ugotavljal. A si ready? Jaz sem ready. Sej rečeloma ni težko, jaz ti dam namige, 5 namigov, po vsakmu namigu ugibaš, prvi namig je najtežji in potem se v bistvu čez dalje bolj razkriva. Ok. Skrivnost. Da vidimo, koliko je moj spomin dobro dela, če moja punca vprašal zelo slabo, ampak pri Olimpiji pa je zgodba drugačna. Lej, za Olimpijo ima okroglih 50 tekem, 27 zadetkov in 9 asistenc. 50, se pravi, ampak to govorijo zdaj ne zdajšnja postava, ni nujno zdajšnja, lahko je kadarkoli. Lej, deva reči, da je v nekem obdobju, ki si ti speaker pri Olimpiji, to ti dam namiga. 50 tekem, 27 golov. Pa 9 asistenc. Ok, Šporar ni, ker Šporar je imel več tekem.
Elšnik tudi ni, ker Elšnik ima, mislim, da tudi več tekem, pa veliko manj golov, ne, po moje, neki, a pa ne, Elša tudi zabil. Ok, Elša pa Šporar nista, more pa biti en napadalec, oziroma nek krilni ali pa nek napadalec mora biti. Ok. Pa 9 asistenc, ne, to je zihar napadalec, po moje. Zdaj me zanima, a ti bo ratalo prvo. Evo, jaz imam en čistko, mislim, da ni, bom pa probal, No. Luka Menalo. Ne. Ni. Ok, ni. Ok, naprej. Nekaj sezon nazaj je lovil rekord Ubaviča iz leta 92, zmanjkali so mu 4 zadetki. O, vem. Mislim, Ante Vukušić. Opa, Ante Diamante. Yes, Ante Diamante. Najboljši si do zdaj. A res? Sam dva ta si rabo. Yes. Da si ugotovil. Evo, viš, vse podcaste, ko snemo, veš, da je drugo. To mi deli. Reče, ostali so bili v njegovem imenu prepeva tudi Severina, to bi vedel pol. Ante, ja. Prišel je v sezoni 2019-2020 iz Krškega in bil v tej sezoni kralj strelcev v ligi. Ja, točno se spomnim, ja. Igral je tudi za Hajduk, kjer se ga je prijelo ime. Ante Diamante, ja. Sinski Diamant. Sinski Diamante, ja. Mi smo ga pol krajšeno verzijo Ante Diamante klicali. Ante je bil tudi. Škoda, ka on ni dlje ostal, ne. Čeprav takrat je on kar neki pol na klopi, ni bila neka fora, ali kaj že bilo? Mislim, da je hotel prestop, če se takrat spomnim. Točan, ja. Zato, ker on je bil takrat v top formi, pa najboljši strelci in takrat hotel iti. Škoda, lej, škoda. Ja. Olimpija nažalost je tako ena odskočna deska za te nogometaše, ne, pa se polno držijo. Mogoče se to v prihodnosti spremeni. Ja. Kako pa gledaš na te prestope? Recimo zdaj, ta zadnji, ko so bili. Na te prestope na zadnje? Ja. Še Ratnik, okay, te igralci, ki so šli, kot so Ratnik pa Raul, jih razumem, jaz mislim, da pogledano čist profesionalno, če si ti nekdo, ki je dal v Olimpiji vse, v primeru Ratnika, ne, pač šel še čez neke mladinske pogone, kapetan si bil, srce si pustil in to se je videl, jaz mislim, da mu noben ne more zameriti, ne, pač Olimpija ni v tem trenutku klub, ki bi rekel, da igralce take kvalitete lahko zadrži 6, 7, 8, 9, 10 let na takem nivoju, govorim kapetanskem nivoju, a ne. Sploh pa pri teh letih, kar je Ratnika. Je edino logično, da je šel, da je iskal svojo pot naprej. Seveda tudi upam, da bo enkrat pol, ko bo zaključil kariero ali pa že kaj prej najdu pot nazaj. Tudi pri Raulu ista zgodba, sicer veliko manj, pa ni on, da rečem, otrok Olimpije pa to, ampak je Olimpiji dal v tistih 2-3 sezonah, sploh ta drugo sezono oziroma drugi polovici njegovega časa v Ljubljani, je dal res vse, pa je res dostavil, pa je bil najboljši strelec, pa vse to mu nima človek kaj zameriti. No. Meni so najbolj všeč te prestopi, ko nekdo res na visoki noti išče svojo pot naprej, ne pa da se dogaja neko izsiljevanje, ki jo beremo v medijih, pa da zdaj hoče 3-krat več, pa da zdaj pa ne, tega recimo ne maram. Umenil si, ne, da Ratnik, da upaš, da bo nazaj prišel. A imaš še kakšnega tazga, ki bi si ga želel spet videti? Imam še 2, Andraž Porar pa Jan Oblak. To bi bilo kar. Ampak a si predstavljaš to? Jan Oblak zaključi kariero v Atletiku in reče, zdaj rem pa... A veš, to pozivamo je to. Jana. Ja, ampak a veš, to je recimo... Mi da sem se zadnjič pogovarjala pred tekmo ali po tekmo se pogovarjala, kaj naredi klub to nekaj več, ne? Kaj je razlika med, zdaj kar nekaj rekel, med Liverpoolom pa Burnleyom ali pa med Bayernom pa tamle, ne vem, ne, Hamburgom, ne vem. Dobar, Hamburg je slab primer, ampak hoče reči, kaj je ta razlika, kako v Sloveniji res narediti klub na naslednjem nivoju. Dejansko noben denar tega sveta, noben igralc tega sveta, nič od tega sveta, tega ne more prenesti, kot samo tradicija. Ne. In zdaj, da se en Jan Oblak vrne
v Ljubljano, v Olimpijo, bi bil tak močen dokaz tradicije Olimpije in zgodovine Olimpije in moči Olimpije na neki svetovni ravni, razumeš, da se igralske je praktično igral na najvišjem nivoju ali pa igra na najvišjem nivoju že zadnjih x let, vrne v Ljubljano je statement. In isto je za Špokijem in isto je s temi stvarmi. Zaradi tega je Olimpija nekaj zelo posebenega na naših tleh, zaradi tega poznajo tudi v Srbiji, poznajo tudi v Bosni, poznajo tudi na Hrvaškem, kadarkoli se omenja kakšne balkanske top klube, je zmeraj zraven Olimpija in to je to. Ne. Ja, to je ta tradicija. To je ta tradicija, ki jo moraš negovati in jo morajo vsi v klubu vzdrževati, pa govorim od naju, se pravi semaforista, spikerja, ekonoma, pa do uprave in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da če tega kluba nimaš rad, ne moreš delati kle, oziroma sodelovati kle. In to vse ustvarja neko tradicijo, neko dolgoročnost. Ko ti svojemu otroku razlagal, veš, Olimpija to in bo on hodil na tekme in on svojemu otroku, to je to. Ne. Veš, generacije, čas, leta, desetletja, trofeje, tako naprej. Kaj se ti pa zdi, da je problem, da ni več ljudi na stadionu? Kaj misliš, da je glaven razlog? Evo, kaj je glaven razlog, da Lej, ti bom jaz to rekel. Jaz zadnjič sem se pogovarjal in jaz pravim, da je tudi velik problem v temu, samo v mestu kot mesto, da jaz recimo, ko se sprehajam po Ljubljani, jaz že cel življenje živim v Ljubljani, v šole hodil tukaj, veliko ljudi spoznal in ko jaz hodim v center, jaz nobenih poznanih obrazov ne srečam. To se mi zdi, da so se ljudje izselili ven in potem se s tem mal identiteta najprej mesta zgubila, pa hkrati pa s tem zgubila tudi klub. To je ena zelo zanimiv prijem. Jaz tim pa rekel drugi razlog, ki se ga bojo mogoče spomnili vsi, ki navijajo za Olimpijo že več desetletij. Jaz pa mislim, da Ljubljančani, sploh te, ki navijajo za Olimpijo, so bili skozi zadnje desetletja v tolikih enih aferah, nesigurnostih, tokrat so bili nategnjeni, da enostavno klubu pa temu ne upravi, ne govorim upravi, ne govorim nič v tem smislu, ampak enostavno so bili tokrat nategnjeni, da se jim ne da več. In mora to zaupanje pridobiti nazaj. A ne? To zaupanje pridobiš nazaj sam s pridnim, trdnim, dolgoročnim delom. In navijači verjemi mi točno vidijo, v katero smer gre klub, kaj se dogaja in oni vejo. Oni vidijo. A ne? In če se mene vpraša, pač tokrat so bliže nategnjeni z raznimi, do bankrota leta 2005. Ja. Toliko se je stvari menjali, toliko nobene konstante ni bilo nikoli, tudi na eni točki so se lastniki menjali, trenerji menjali, vse se menjali. Navijači so isti ostali. Zdaj, če tebe punca prevara enkrat, koš naredil, ne zaupaš več. Ne? Ja, seveda. In isto je kle. Sam da je, verjamem, da ljubezen do kluba še veliko bolj ukoreninjena v DNK. Ne? Jaz bi rekel, da je to. Zaradi tega, ker če se lahko na eni tekmi proti Galatasaraju zbere 10,000 ljudi, ali pa če lahko pride na Reko poln stadion, ali pa če lahko pride na derbi, ne vem, še zmer tistih 5, 6, 7, 8 tisoč ljudi, pol je očitno obstaja nek interes, ne, se pravi, pa obstaja tudi neki ljudje, se pravi, vse ni tako, da živimo v Žalcu, pa da hočemo imeti 100,000 ljudi na tekmi, ampak mi imamo ljudi, ki jih zanima nogomet, imamo ljudi, ki jih zanima Olimpija. Ampak pač, ne, ta zaupanje se mora dobiti nazaj in ta dolgoročnost in igralci, ki bojo na dolgi rok in uprava, ki je na dolgi rok in trenerji, ki je na dolgi rok in cel stav, ki dela na dolgi rok in ki ga poganja ljubezen, a ne, se pravi ljubezen do fuzbola, do kluba. Tako, ko pri tebi radijo pa do športa, ne? Ta passion mora biti. To je ta rdeča nit. Če bi ti pa jaz delala v tem klubu zaradi denarja, ne bi delala, ampak delava zato, ker je fajn prideti ti, jaz pa Zupix, kot DJ,
na tekme, pa se malo pogovarjamo pred tekmo, kakšna je služba, kakšna je doma, pogledamo fuzbal, se zderemo na tistega sodnika ali pa na nasprotnika ali pa karkoli v duhu športa seveda in zmagamo, se veselimo, zgubimo, smo žalostni, razočarani in gremo po tekmi dami in se počutiš veliko boljš in imaš, a veš, imaš narejen vikend za ta vikend. A se ti kdaj zgodi, da če je nek rezultat zelo dober ali pa če je nek rezultat zelo slab, da se ti to na počutju pozna? Itak, da se ti pozna. To se meni na lasišču pozna. To na počutju je... So ti lasje zbežala? Ja, jaz zmeri pravim, lej, do sem lej genetika, vse ostalo je Olimpija. To pa že sivi lasje, ampak ja, lej. Izpadani las. Zdaj bova pa še ena stvar naredila, ne? Ker si rekel, ne, da ta tradicija pa vse to, ne? Zdaj mi boš pa zaupal 11-terico svojo, s katero misliš, da bi prvabil ljudi na stadion, no? Zdaj si me pa dovolj. Evo, jaz bi igral v sistemu 4-3-3. Okay. S tem, da moram reči, da pri enih je zelo težko najdete, oziroma zelo težko bi enega na eni poziciji rekel, no, lahko bi jih rekel 5, ampak ajde, na eni točki sem se mogel odločiti. V golu Matevž Vidovšek. Okay. Spet klele, Nejca Vidmarja imam ful rad, res ga imam rad in bi on bil tudi klele loh, ampak Vida je hobotenca pač. Vida je hobotenca, pa pač, če imaš na tatuju Olimpijo, pol stari, pa smo vse povedal, kar ima Nejc po moje tudi, ampak okej. Pol bi desno zadnji bi igral Antonio Delamea Mlinar. Se nekaj sem tudi kolebu, a bi Boačija, sem se rekel, ma ne, Delamea. Evo, pri štoperih imamo raho problem. Zdaj, če bi jaz bi klej rekel Ratnik, ampak na koncu v postavo sem dal Miral Samardžić pa Đorđe Crnomarkovića, ne? Ampak takoj za tem Ratnik, ampak sem rekel ne, lej, te dva. Levo zadnji, eden, ki se nam je pridružil zdaj šele pred kratkim, ampak je zame nekaj najboljšega, kar sem videl na levem boku, je Jošt Urbančič. Pač, Griza kapital. Jaz se ne spomnim enega levega beka, lahko da obstaja, pa lahko da bojo pod komentarji napisali, ampak jaz se v tem trenutku ne spomnim nobenega levega beka, ki bi toliko dobro igral, pa toliko zagrizeno igral, pa toliko dal vse od sebe, pa tudi če cela ekipa igra slabo, on je na 100%. In to mi je všeč, zaradi tega je Jošt Urbančič. Na šestki, oziroma te v vezni liniji bi dal, to je pa vezna linija, ki bi pa po moje osvajala titule brutalne. Tomislav Tomić. Tipe mislim, 2 gola za Olimpijo, ampak stari tudi spet prezenca na igrišču. Enega celo sam. Vem, da on ga na derbi Maribor, on ga se spomnim. Tisto granato, ki je poslal dol. Pa mislim, da je do še enega, okej. Ampak enega zidov, ja. Pol Agustin Dofo. Dofo zato, ker je res en tujc, ki je prišel v Ljubljano, ki ima res rad Ljubljano in ki bi res rad slovensko državljanstvo, pa še dober je, pa karakter je. In meni je to ful všeč na njemu. Dober, mogoče malo nihanje v formi gor dol zadnje cajt, ampak da rečem po domače vse v svemu. Danes sem bral intervju, veš, njem. Mislim, da je... Ja, in... razlaga, kako v bistvu je zadovoljen tle, kako mu je super v Ljubljani, hčerka celo slovensko govori. A vidiš? Veš, v vrtcu. A vidiš? Zato Agustin Dofo je. To je to. Tako da, ja. Ok, pa bi rekel, tretji vezni bi bil Elšnik. Max Elšnik, prezenca zaslužen za pokale, prvo evropsko uvrstitev, vse in ne vem, kaj še. Pa na krilih, klej sem imel malo dileme, ne? Zdaj, klej imaš igralce, ki so bili kratek čas, klej pa sem kar kolebu. Evo, jaz bom rekel, na desnem krilu Stefan Savić, pa na levem krilu Endrić Ekiči.
Tega verjetno niste pričakovali. Endre Čekiči. Da, on je res, Čekiči je res dobro igral, bil je, jaz mislim, da tudi statistično gledano ful dober za krilanega igralca, ali pa za on je tudi nek zvezista igral, tudi super. Klej bi lahko rekel tudi Asmir Sulič, ki je bil tudi top asistent takrat. Pa Menalo. Pa Luka Menalo bi lahko rekel, pa lahko bi rekel, ful je bilo teh nekih igralcev, ampak te dva recimo top. Pa v napadu, pa mislim, težko bi bilo, lahko bi rekel tudi Raul, klele na krilu recimo, ampak dobro, v napadu pa človek je na 95 tekmah dal 45 golov, 44. Danes je bilo na kvizu, a si si zapomnil? Kvizu sem si zapomnil. Stari Draž Šporar. Druge ni. Se pravi, trener te ekipe bi bil eden in edini Viktor Sanchez. Ja, vas si povedal vse. Ja. To je nekako ta moja postava, ki bi kot sem pa rekel, bi pa do enega ratnika sigurno lahko to notar. Pa imaš teh nekih Asmir Sulič, mislim, to je to. Pa Raul, recimo, ki ga nisem dal notar, ampak za nalaž sem šel igralce, za nalaž sem rekel Čekiči, zaradi tega, ker sem vedel, da smo ga že malo pozabili, ampak je bil super igralec takrat. Zanimivo, ko greš malo gledati, pol se spomniš igralcev, recimo že samo teh zadnjih 8 letih, ko smo mi da tukaj, koliko igralcev smo mi dali čez, ne? Ja. In pa greš gledati 5-6 let nazaj in ugotoviš, se res ta je igral. Evo, recimo enega, ki se ga fura tudi spomnim, je Ricardo Alves. Ja. Riki stari, on je bil tudi meni super igralec. Ali pa Abbas je bil. Henti. Veš, to so spet igralci, ki so bili top. Pa ne pozab Bombija. Pa ne pozab Bombija. Putinčanin. Marko Putinčani, to so bili tudi igralci. Pa Bombi. Vombergar. On je tudi spet en, ki bi ga lahko dal v napad. Veš, pa sem mu krivico naredil, recimo, ampak res je težko zbrati. Ful imaš enih teh igralcev, ki so bili v času Olimpije klele uspešne, pa za nalaž tudi enih raznih igralcev, kot so Pustva. Mala igralce, ki bi jih lahko dal noter, pa jih za nalaž nisem dal noter. Tako, mislim, da vsak razlaga, kjeri so te igralce. Zdaj si tle eno uganko postavil, ampak zdaj bom jaz tebi dal eno uganko. A veš, kater slovenski igralec je igral za oba dva tebi ljuba kluba? Brane Oblak. Ja. Brane. Ker tvoj drug klub pa je? Bayern München. In če prije Bayern, sam za koga boš navijal? A hočeš iskreno? Za Olimpijo. Ja, iskreno hočem. Za Olimpijo. Lej, Olimpija mi je številka 1, že sam zaradi tega, ker sem v Ljubljani rojen in ker odraščam in ker je tako, je pa, dobro, če bi ena pro drugi igrala, bi bila Olimpija, zdaj verjetnost, da se to zgodi, so mokre sanje, ampak je zelo mehna trenutno, bi pa za Olimpijo navil. Bayern je pa takoj za tem, je pa moja nemška stran telesa tja vleče. To je zdaj zaradi očeta, ne? Ja, zaradi očeta. On je sicer za Šalke navil. Ja, kako pa si bolj ti na Bayern prišel? Moj brat. A on živi gor? Moj polbrat živi v Münchnu in on je skozi za Bayern. Moj foter je pa iz severa Nemčije, polbrat iz mamine strani. Severa Nemčije in on pa tam za Šalke, Gelsenkirchen, jaz sem nikoli pozabil doma od mehkega fuzbal gledal na DSF-u takrat, ne? Kar je zdaj Šport 1, mislim, da je v Nemčiji. Ampak DSF je bil takrat in so kazali te nogometne highlighte. In meni je moj brat Edin me skozi govoril, Oliver Kahn, ne. Jaz tako, Oliver Kahn. Pa moj fotor pa to ni bilo všeč, je pa takrat bil v golu Šalke, Frank Rost. Rekel, Frank Rost je golman, ne pa Oliver Kahn, pusti Oliver Kahn. To so bili pa skozi te Kregi, pa takrat se spomnim tiste generacije Bayerna, Zeroberto, Vicente Lizarazu, kva so bili še vsi te, Balak, pol je bil Roy Makaj,
Rojma, kaj je bil dober igralec. Mark van Bommel, to so bili igralci tudi, ja. De Michelis. In greš kaj gor na tekmo, a ti čas dopušča pri vseh tvojih Ironmanih in... Ja, jaz sem gor v Minhnu bil že na 10 tekmah, imam tudi neke direktne veze tam, pa relativno lahko prijem do kart, ampak zdaj zadnje 2-3 leta nisem bil niti enkrat gor. Jaz sem pa imel zmeri pravilo enkrat na sezono gor hoditi na tekmo, ampak se pravim, zdaj, odkar sem aktivno vsak dan na radiju, tako pa čez vikend imam še kakšne, ali imam tekme v Stožcah, ali pa kakšne dogodke vodam in tako naprej, mi čas pač nažalost ne dopušča, imam pa cilj v kratkem spet enkrat z vami fanti iti gor. Ja, znam. Ti najprej hišo nared, pa gremo. Si pa tam tudi parkrat, vem, ko si slike kazal, srečeval te igralce. Kaj, to si šel tja pred trening center, ali kako to je to tam? Ti imaš, za vse, ki boste kdaj hoteli kakšne slike narediti z nogometaši Bayerna, ne, rabaš malo sreče, je pa to, si predstavljam, veliko bolj dostopen, kot kjerkoli mogoče drugje, ne. Ti imaš v Minhnu Zebener-Straße, ne, napiše se S-A z umlautom, ne, B-E-N-R Straße. No, zdaj za to inštrukcije nemščine. Ampak ne, če bo kdo slučajno v Minhnu, vsak dan fanti trenirajo na tej cesti, to je prav, kada bi rekel, trening center Bayerna. In se fanti pripeljajo z svojim Audijem, se pripeljajo na trening. Kako prepoznaš, vsaj leta nazaj je bilo tako, ne vem, če še tako, tablico, oziroma kako prepoznaš igralca, v Sloveniji imaš ti polimane te Donfenge z logotipom Olimpije, pa veš, aha, lega Mitrovski, pa lega Dofo. V Nemčiji imajo te igralci Bayerna, imajo vsi Audije, ampak niso polimani. Audi so navadni Audi, a so Q5, a so A3 ali karkoli. Kar si pač igral vse neke športne. Ampak na tablici, na registrski tablici nogometaša piše M, se pravi München, pol je RM je rekordmajster, kao rekordni prvak, in pol neke random številke in zadnji dve številki registrske tablice sta hrbtni številki igralca. Ampak to je zgleda, če ne bi vedel tega, bi rekel, navadna tablica, ker se pa pol po Minhnu furaš, pa vidiš M, RM, pa ne vem, na koncu 9, 09, viš, pa nek hud Audi, ne, reč, to je pa Harry Kane, ne, recimo, ne, in je ful smešen in pol jih tako prepoznaš, ponovad tam čakaš na vhodu, klele, ki se pripeljajo z avtom in oni ponovad zmeri ustavijo, selfije. Naredil sem selfije z Thomasom Millerjem, s Thiago Alcantaro, ta je bil tudi men, Ribéry, pa pol z nekimi takratno Sebastian Rudi, pa Sandro Wagner, pa to so bili neki igralci tako bolj na klopi, pa tako občasni, ampak ja, te večje zvezde so bili, a Arjen Robben tudi, ne. Kjer ti je pa najbolj vtis pustil na tebe? Mislim, Thiago. Thiago je bil takrat, ko je prestopil v Bayern, pa ko se z njim slikal, je bil, mislim, da eden najdražjih nakupov Bayerna takrat, nekih 30-35 milijonov je bil in se spomnim, da je bil v Minhnu, komi so ga čakali, vsi so spremljali njegov let in tako naprej. In on pride in je nekaj igral in se je poškodoval in je bil poškodovan. In v tistem času, ko je bil poškodovan, sem jaz bil v Minhnu in sem šel tam čakati, že sem bil mlad fantcajt, jaz sem dejansko šel stat na trening center, pa sem čakal, kdaj bo kakšen prišel. In takrat jaz pridem na trening center in gledam, a imajo kakšen trening, pa prav takrat nek ekonom, ali kaj bi prav, ne, danes ni treninga, ne, in sem že bil tako, pa šel dam in jaz tam čakam in kar naenkrat se pripelje Thiago, zelo dostopen, nobenih fanov ni bilo okoli, že sem res imel minuto, 2-3 sam z njema, ne, sem se pa takrat slikala in to je meni bilo neverjetno, res dobro. Ne. Upam, da bomo za letos imamo načrt, da bomo šli to malo pogledati. Ja, se pravim, kot imel fante, mislim, ko jaz imel cajt. Ko boš imel tič čas, nismo že rekli. Letos smo bili že v Udinah, na Udinese Napoli, zdaj pa čas, da gremo še. Nemško ligo ščekirati. Nemško ligo pogledati, ja, slovensko smo že zdavni obklukali, ne? Ja. Koliko stadiona ti je pa uspelo obiskati v Sloveniji?
Koliko stadionov, pa ok, Koper, pa bil sem Celje, pa ok, Stožice itak, pa Domžale, pa Rudar, Velenje. Veš, da ne vem, zdaj, to je po moje to. Nisem toliko veliko hodil na gostovanje, ker so vse tekmeli čez vikend. Jaz se nisem imel nikoli časa. Ja, no, to je res, ja. Rudi, jaz mislim, da smo kar blizu konca. A bi rad še kaj dodal? Rad bi sam dodal... Zaključno misel dal. Ja, rad bi sam še povedal, da zdaj predvsem apeliram na vse starše tam zunaj, pa na vse, ki imate Olimpijo 1% v srcu. Dajte to prenesti na otroke. Mene je fotar zmeri govoril, šport je dobra stvar. Spremlji šport. Šport ima dobre vrednote in pač kolegijalnost, 11 ljudi skupaj drži in imajo en cilj. In dajte to prenesti na otroke, dajte to pokazati otrokom, dajte jim ta navdušenje za fuzbal, pa dajte jim ta navdušenje za Olimpijo, ker če sem jaz lahko ta navdušenje prenesel na mojo punco, ki je bila prej anti-fuzbal, ona bi lahko šla protestirati proti fuzbalu in je zdaj največji navijač Olimpije, lahko tudi ostalim date, oziroma svojim otrokom date naprej. In nogomet, pa Olimpija, pa pridete v nedeljo ob 3 na tekmo, je res nekaj lepega. Tako da to bi prenesel rad ljudem. No. Imejte radi klub, kak klub pa rad vas. Jaz bom sam še zastavil nagradno vprašanje za poslušalce. In sicer, da naj mi povejo, kateri slovenski igralec je igral tako za Bayern kot Olimpijo. 2 najljubša kluba Rudija Zigarja. Če ste dobro poslušali, boste vedeli. Ja. To je to. Hvala Roki, hvala za čas. Pa Hvala, se vidimo na naslednji domači tekmi z veseljem.